A še kdo opazil, da smo Slovenci ratali tako zaskrbljujoče zagranjen narod? Prav, da nas na vsakem koraku našega življenja tista negativa drži za jajca. Teh primerov je nešteto, zadosti je, da greš na bilo kakšno objavo na internetu. Folk bo iz čist normalno pozitivnih objav potegnil nekaj negativnega. Lahko je slika enega mladega zaljubljenega para, pa nekdo komentira, samo čak, da te prevara z drugim. Ali pa lahko je slika gospe, ki je glih kupila nov avto, pa bo nekdo komentiral, kako noben avto po padcu berlinskega zida ni kvaliteten. Zakaj je temu tako? Nažalost je rato standard, da vsak na internetu hoče pokazati, koliko prav ima. In če ima nekdo prav, to valjda pomeni, da se nekdo drug moti. In ker ima tak mentality, nažalost, veliko ljudi se ti med sabo kregajo, sprožajo negativo in odgovori na negativo so valjda negativni in to je pol en neskončen cikel negative. Až deloma je kriv pa tudi svet pa mediji, zaradi tega, ker je ful lažje klike pa pozornost dobiti z negativo, kakor s pozitivo. In valjda, da smo pol vsi neki tečni na internetu, pa se samo kregamo. Pa zih bo nekdo komentiral, da konc koncev tudi je s tem videom sprožen še več negative, ki bo prevedla v več negative in nažalost je to tudi res. Tako da dajmo za konc še malo pozitive. Tako da ti dajem eno domačo nalogo. Vzem svinčnik, pa kos papirja, pa napiš 3 pozitivne stvari, ki so se ti danes zgodile in za katere si hvaležen. Pa naslednjič, ko te ima, da bi se kregal glede kakšne brezvezne zadeve na internetu, samo pomisel, da se boš 100% cajta na konc ti slabš počutil. Ni vredno, stari. Pa lep preostanek dneva.